Kot je bilo napovedano, prihajam iz Fakultete za varnostne vede, kjer se ukvarjam z vprašanji kriminalitete, sploh definirane, kaj je kriminaliteta, neke širše odklonskosti in križanja tega, najpogosteje pač križam to z vprašanji mednarodnih migracij. S tem, da že takoj na začetku povem, vedno poudarjam in presegam stereotipe, predsodke, ki so povezani s tem križanjem. Navadno je prva reakcija namreč, da gre za presečišče v točkah, kjer so priseljenci tisti, ki so storilci kaznivih dejanj, nekih odklonskih dejanj, je pa ta povezava bistveno bolj kompleksna. In ena izmed teh kompleksnejših povezav oziroma en izmed teh sklopov je tudi vprašanje in pa to, kar bomo danes naslovili v tem predavanju, primeri nestrpnosti in rasizma, kjer se stvari nekoliko obrnejo. Zdaj, če začnem pri sami pojavnosti, kako lahko razumemo in kako lahko vidimo, da se nestrpnost in rasizem pojavljata, prepoznati ga moramo v dveh oblikah. Ena oblika je ta, ki je institucionalizirana in pomeni, da gre za izvajanje nekih praks, politik, ki jih v imenu vseh nas izvajajo bodisi državne institucije, lokalne institucije in tako naprej. To je nekaj, kar francoski filozof Balibar imenuje nasilje države, rasizem države, kjer se dejansko strukture uporabijo za to, da se izvaja neke diskriminatorne rasistične prakse. Zdaj, na primer, diskriminatorne politike, taka zelo nazorna, je izbris v Sloveniji. Preko zakona izvedeno dejanje, še celo širše lahko rečemo, proces, ki je sledil, kasneje jasno ugotovljeno, da je šlo za protiustavne posege, da je šlo za kršenje človekovih pravic in tako naprej, ampak pač vmes se je to dogajalo. Naprej lahko gremo posebna določila za zaposlovanje tujcev, ko se nekdanje sodržavljane potem po transformaciji in pa po razpadu skupne države na posamezne nacionalne države prekategorizira v tujce, tako imenovane tujce tretjih držav, ki morajo izpolnjevati posebna pravila za to, da lahko stopajo na naš trg dela. Posebna pravila, ki jih naredijo v bistvu na nek način lahke tarče potem izkoriščane. Na primer, če dam primer iz preteklosti, obvezno vezana zaposlitev na istega delodajalca za 2 leti in šele potem je lahko posameznik pridobil osebno delovno dovoljenje. Naprej, policijsko nasilje, rasizem, poznano iz številnih študij, že iz začetka prejšnjega stoletja, študije v Združenih državah, kasneje tudi po drugih koncih, tudi v Evropi, ugotavljajo, da so priseljenci nadpovprečno nadzirani, da so tisti, ki jih policija pač z različnih vzrokov je bolj pozorna na njih in pač imamo tudi tukaj v samem izvajanju teh policijskih postopkov nek diskriminatoren pristop, zelo pogosto. Naprej, diskriminacija pri zaposlovanju, izobraževalnem sistemu in tako naprej. Zdaj, poleg te institucionalizirane oblike imamo še neformalne oziroma spontane oblike rasizma. Te pa so tisto, kar Balibar pravi, da gre za nasilje v državi, rasizem, nestrpnost v državi. Nestrpnost do drugačnih, stigmatiziranje, širjenje predsodkov, stereotipov, nestrpnost, da pač ljudje nočejo zaposlovati nekoga, ki ne pade v kategorijo nas, teh tukaj. Pritiski pri tem, ko se otroci odločajo za sklepanje intimnih partnerstev, partnerskih zvez, razlike pri sklepanju prijateljstev, iskanje soseske, kjer ni priseljencev in tako naprej. Zdaj, kar se tiče povezave med prvo in drugo, jaz pravim temu, da gre za neko navidezno dilemo kura jajce, ko na nek način ne bi vedeli,
katera je tista, ki sledi in katera je tista, ki pač tlakuje pot, ampak vendarle je stvar, ko pogledate analitično in ko te stvari razsekamo na posamezne elemente in jih potem analiziramo, lahko vidimo, da je stvar zelo preprosta. In to dilemo navideznega gordijskega vozla, nerešljivo, je zelo preprosto razrešiti. Gre za preprosto vprašanje legitimiranja, kdo je tisti, ki legitimira nestrpnost, kdo je tisti, ki legitimira rasizem v družbi, kdo je tisti, ki tlakuje nekaj, kar je potem, kar postane v družbenem prostoru sprejemljivo. In navadno so to ljudje, posamezniki, skupine, ki imajo neko družbeno-politično moč. Bodi si mnenjski voditelji, bodi si ljudje, ki imajo pač neko medijsko izpostavljenost, politični voditelji, in tako naprej. Je pa res, da se v zadnjem času z vzponom družbenih omrežij, z vzponom pač tega spremenjenim načinom življenja, informiranja, tega, da postaja način širjenja informacij zelo decentraliziran, da imamo različne vire informacij, zmeraj bolj pomembne postajajo družbena omrežja, se pri tem odpira tudi možnost širjenja nestrpnosti in pa zavajanja, ki ni več samo tako ozko centralizirano kot v preteklosti. Mogoče vam nekatere primere kasneje pač pokažem, kaj mislim s tem. Zdaj, če stopimo v ozadje problema, in sem prepričan, da pač to moramo narediti, ko razpravljamo o rasizmu, ko razpravljamo o diskriminaciji, je potrebno vedeti, da priseljevanje in pa priseljenci kot ljudje, ki stopajo v nek prostor, ki je že poznan, ki je navidezno domač, vsak ima idejo, da ve, kako pač stvari tukaj potekajo, predstavljajo tako imenovano idealno žrtev. So tista vidna drugačnost in se zelo preprosto lahko izkoristi ta strah pred neznanim in se ga naslavlja in izkorišča potem navadno za neke popolnoma druge cilje. Demonizacija tistega, ki pride, popolnoma pač je lahko neosnovana, in se to izrabi za neko delitev, za doseganje nekega drugega cilja, ker se pač ljudje v tem času pač ukvarjajo z drugimi vprašanji namesto s tistimi, ki bi bila pač za njih ključna. Če grem naprej, igra in predstava za javnost, migracije so pač nekaj, kar je sestavni del našega življenja. Tukaj sem vam dal, 3 pikce so nujne za gospodarstvo. Sploh ne bom šel, smo omejeni s časom, ne bom šel v kontekst tega, kako so pomembne in kako je pač danes nemogoče se zapreti v neko zaprto državo in izolirati, kako so pomembne za kulturni razvoj in tako naprej. Če vzamem samo ta argument, ki je ponavadi tisti, ki je nekako spregledan, pa je politično zelo pogosto pač poudarjene delovanje gospodarstva. Migracije so nujne za delovanje naših gospodarstva na način, kot jih danes poznamo. Delavci, ki vstopajo na trg dela, ljudje, ki krožijo naokrog in tako naprej. Zdaj, in kje se dogaja ta igra in predstava za javnost, je ideja, ki se nam jo skuša v zahodnih industrijsko razvitih državah predstaviti, da pač je potrebno vse migracije nadzorovati, ustavljati. In tukaj gre za nek javni šov, ki se ga oblastniki igrajo za tem, da ustvarjajo za lokalno prebivalstvo idejo o tem, da so pač stvari pod kontrolo, da jih je potrebno in da jih uspevajo nadzirati, medtem pa istočasno omogočajo še vedno dovolj močen prehod ljudi čez meje, zato da gospodarstvo deluje, pa to vključuje tudi prehod ljudi na nezakonit način, toleriranje
tega, kar se imenuje ilegalnih migracij in tako naprej. V številnih državah, kjer oblast na eni strani prikazuje svojo ostrost do nezakonitih migracij in na drugi strani je popolnoma jasno, da miži na eno oko, ko ljudje prihajajo zaradi tega, ker pač s tem nekako subvencionira lokalno gospodarstvo, ustvarja tiste ljudi, ki jih potem se da najlažje izkoristiti, brez pravic oziroma brez možnosti uresničevanja svojih pravic in tako naprej. Posledice tega so ustvarjanje tudi neke hierarhije, ki omogoča in neutralizira, upravičuje izkoriščanje. Hierarhije, kjer smo pozicionirani, mi, ki smo tukaj, smo pač več vredni, idejo o tem, kako pač je naša kultura bolj superiorna in tako naprej. In na drugi strani nam to omogoča in pa upravičuje, da je samo upravičilo za izkoriščanje. Preusmerjanje pozornosti od pravih težav in kazanje na krivca, to, kar sem prej rekel, idealna žrtev, in pa preusmerjanje pozornosti od težav, ki jih imajo naša gospodarstva, naše družbe, vedno večji pritiski, ki se ustvarjajo z neoliberalnim kapitalizmom, to, da nam se stvari, ki so nam bile mogoče še 20-30 let nazaj, v našem prostoru še pač popolnoma drugače zaradi spremembe ekonomskega pa političnega sistema, ampak tudi na Zahodu, stvari, ki so bile nekoč samoumevne, so se v parih desetletjih popolnoma spremenile, življenje postane drugačno, neka gotovost 60 let, 70 let se postavi na glavo in tukaj notri postanejo priseljenci tisti priročni krivci, ki jemljajo naše službe, ki ogrožajo naš položaj in tako naprej. Čeprav je težava seveda popolnoma druge. V načinu, kako poteka globalno gospodarstvo danes, v načinu, kako pač ni mogoče oziroma se velika podjetja lahko izognejo plačevanju davkov in tako naprej. Bauman pravi, da nezaželeni priseljenci spomnijo tudi na našo ranljivost, krhkost in zato jih nekako pač na nek način ne želimo imeti tukaj, ker nas vsakič opomnejo na našo slabo pozicijo. In zdaj, če še na koncu zaključim, pač za to mislijo tukaj, Cohen, sociolog, ki se intenzivno ukvarjal z vprašanjem moralne panike, je v svoji zadnji izdaji knjige Folk Devils and Moral Panics na začetku v uvodu predgovoru zapisal, da postajajo in obstajajo vedno nove kategorije, ki so žrtve moralne panike in prosilci za azil in nezakoniti priseljenci. Že takrat, govorim v začetku tega stoletja, mislim, da je knjiga išla, ta izdaja 2003, da postajajo pač nova žrtev te moralne panike, prosilci za azil, nezakoniti priseljenci v Veliki Britaniji. Tisti, ki jih postavljajo v ta položaj, politika in pa medijsko poročanje. Zdaj, tukaj vam pokažem dve sliki iz prejšnjega, oziroma dve stoletji nazaj, sliki, kako so v tistem času množičnih priseljevanj v Združene države, priseljevanj, kjer pač so ljudje prihajali tudi iz evropskega prostora, rek s trebuhom za kruhom in tako naprej, tudi iz našega prostora. Kako so takrat prikazovali, konkretno tukaj dajem primer irskega priseljenca. Irc je bil v tistem času prikazan kot nasilnež, kot nasilna opica, ki se ne zna kontrolirati in takrat ameriška družba ni imela težave pač za takim prikazom. Kaj vam skušam s to sliko, lahko bi vam dajal novejše slike, pa jih načrtno ne dam, novejše slike priseljencev, lahko potegnete vzporednice z prikazovanjem priseljencev iz muslimanskih držav, kako so pač v našem prostoru danes prikazani, pogosto v karikaturah. Poudarek je na tem, da se podobo neke skupine ustvarja in jo ustvarjajo tisti, kot sem rekel prej, nosilci neke družbeno-politične moči. In ta podoba se potem v tem družbenem prostoru ustvari in jo, ne vsi, ampak velik del jo začne sprejemati. Jo potem še naprej širi
in sprejme to idejo kot neko danost. Ne. Če grem še korak naprej iz tega ozadja, potem pa preidem na konkreten primer. Tukaj vam podajam 3 podatke, ki se mi zdi, da so ključni iz raziskave, ki je bila sicer izvedena že nekaj časa nazaj. Če se pravilno spomnim, so kolegi to raziskavo izvedli leta 2006, objave 2007. Spraševali so na reprezentativnem vzorcu, koga pač prebivalci Slovenije, vključeni v to raziskavo, ne bi oziroma kako bi reagirali pri posameznih oblikah migracij. In konkretno je bilo tukaj vprašanje, našteli imamo nekaj skupin migrantov, prosim, da za vsako od njih pomislite, ali bo po vašem mnenju slovenska država morala spodbujati, omejevati ali ohranjati priseljevanje v določenem obsegu, ki je obstajalo. In prva kategorija, ki vam jo tukaj izpostavim, to so bili begunci. Konkretno vprašanje begunci, to je osebe, ki bežijo zaradi vojaških konfliktov oziroma vojn. In tukaj lahko vidite, 7% bi leta 2006-2007 takšne migracije spodbujalo. 53%, največji delež, bi jih omejevalo, 39% ohranjalo na isti ravni. Zdaj, zakaj je ta podatek pomemben? Leta 2006-2007 je bila Slovenija v gospodarskem boomu. To je bilo obdobje debelih krav, poceni kreditov, priseljence smo potrebovali za delo predvsem v fizični industriji. Se pravi, brezposelnost rekordno nizka, nekih socialnih težav ni bilo vezanih na gospodarstvo. Drugo, beguncev, ki so bili iz Bosne in Hercegovine v preteklosti in pa iz Kosova, nismo imeli več. Neobremenjeni z begunskimi migracijami, mnogo pred letom 2015, ko so ljudje prihajajo čez Slovenijo, pa se nam zgodi tole, da imamo 53% ljudi, ki bi to priseljevanje omejevali. Torej, s tem nekako štartamo. Potem drugo vprašanje, kako bi ljudje odreagirali na priseljevanje nizko in srednje kvalificirane delovne sile, kleparji, krovci, gradbeni delavci, ki pomagajo zapolniti primanjkljaj na slovenskem trgu dela. Se pravi, tam, kjer je pomanjkanje. V redu, ohranjanje na isti ravni v večini, omejevanje na drugem mestu, 37% bi jih takrat omejevalo, vzpodbujanje 19%. Pa še enkrat poudarjam tam, kjer je primanjkljaj. Potem pa druga stran, seveda migracije, visoko kvalificirane delovne sile in pa podjetnikov so pa tisto, kar so vedno zaželene. In na ta način tista igra, o kateri sem prej govoril, pač poteka. Imamo vedno neke kategorije, ki so prikazane in ki so razumljene kot tiste, ki pomagajo in spodbujajo naše lokalno gospodarstvo, okolje, in te so zaželeni. Iz tega lahko sklepamo, migracije kot take, kot same, niso negativno razumljene, ampak ljudje ponotranjijo idejo, da je treba pač nekako filtrirati med ljudmi, ki prihajajo. Zdaj, naslednji primer, na katerega se želimo osredotočiti in potem pač vežem vprašanja nestrpnosti, rasizma, je pa prehod beguncev čez Slovenijo 2015-2016. Sam sem to situacijo zelo podrobno raziskoval. Bil sem takrat v obdobju oktobra 2015 pa do potem čez jesen zimo 2015-2016 zelo pogosto na terenu, v vseh registracijskih centrih, mejnih prehodih, začasnih centrih, kakorkoli so to že imenovali, in skušal sam dobiti vpogled v situacijo, kaj se je pač dogajalo. V tem obdobju Slovenijo preide skoraj 480,000 ljudi. Tukaj imate podatke policije, v veliki večini uradni policijski podatki so ljudje prihajali iz držav, ki so v vojnah, v konfliktih, Sirija, Afganistan, Irak, in kar je ključno, ljudje so prehajali čez Slovenijo. Tukaj imate podatke za tisto celotno obdobje, si lahko preberete konkretne številke, ampak kaj se mi zdi, da je pomembno poudariti, med vsemi, ki so leta 2015 prišli državo, jih je bilo 0,07, pa še ta številka je mečkano višja kot realna, skratka 0,07% tistih, ki so zaprosili za zatočišče pač v Sloveniji.
Skratka, iz tega popolnoma jasno, da je šlo za prehod čez državo. Če se pa vprašamo, kako pa je država, kako pa smo odreagirali država, pa tudi kot družba, prisotna je bila izrazita sekuritizacija te begunske migracije. Tukaj vam postavljamo vprašanje, ali je šlo za varnostno ali je šlo za humanitarno vprašanje. V očeh države, državnih institucij je bilo to izrazito varnostno vprašanje. Kako lahko pač to podkrepimo? Lahko vidimo že takoj, kakšne so bile poteze, katere so bile institucije, ki so bile vključene v naslavljanje tega in te situacije, in seveda tudi retorika, ki je bila ob tem uporabljena. Institucije popolnoma jasno, tako smo bili priča spremembi zakona o obrambi, ki je omogočil, da lahko državni zbor z dvotretjino prisotnih poslancev, bodimo pozorni, ne dvotretjinsko večino, ampak dvotretjino prisotnih poslancev, se pravi, da so sklepčni 46, od tega 2/3, je dovolj, da pošlje na mejo vojsko z policijskimi pooblastili. Čisto mimogrede, popolnoma jasno je, da vojska ni usposobljena za to. Vojska nima tekom svojega usposabljanja sistema, kako pač urejati in izvajati policijska pooblastila. Naprej sistema nadzora in tako naprej. Prvi teden, takrat v oktobru, smo kot država na mejo poslali celo oklepna vozila. Vojaki so uporabljali dolgocevno orožje. Posebne policijske enote so bile tam nameščene in tako naprej. Popolnoma jasno, da smo situacijo, ko so ljudje prehajali čez državo, naslavljali kot varnostni izziv. Ljudje so bili čez državo prepeljani, transportirani v zaklenjenih vagonih, kadar so bili v avtobusih, so te kolone bile strnjene v konvoje, spredaj, zadaj, policijsko spremstvo z intervencijskimi lučkami in tako naprej. Pika na i, postavljanje ograje, bodeče žice vzdolž cele meje s Hrvaško, Hrvaška, ki je članica iste politične skupnosti, ampak vendar, pač in to smo sprejeli, to nam je bilo še celo na nek način blizu, delo javnosti se je zdelo samoumevno in pa ne smemo pozabiti, namestitev vojske na meji je javnost tudi podpirala in odobravala. Politični diskurs se premakne popolnoma desno, tisto, kar je bilo nekoč levo, postane sredina, sredina gre v desno, desnica, desni prostor, diskurs desnega prostora pa se pomakne v ekstremno desno. In to ni značilno samo za to situacijo, ampak nasplošno za naslavljanje vprašanj priseljevanja v zadnjih 20 letih. Če vam dam konkretne primere, naprimer navodilo, predlog, ki je veljal v vladnih službah takrat, da se v določeni točki naj neha uporabljati beseda begunci, ampak se jih naj ljudi, ki prehajajo čez državo, striktno naslavljajo z migranti, verjetno vam je jasno zakaj. Retorika, ki je vključevala politični novorek, da postavljamo tehnične ovire, ko smo postavljali bodečo žico, da Slovenija ne sme postati žep za begunce, retoriki naravnih nesreč smo bili priča takrat, govorimo o valu, ki je pljusknil v Slovenijo, migracijska kriza in tako naprej. In pri tem seveda lahko presprašamo vlogo medijev, zdaj, ker sem omejen s časom, ne bom šel v podrobnosti, imate pa na to temo kar nekaj zelo dobrih člankov v reviji Dve domovine, serijo člankov ki so povezani z analizo medijskega prostora v tistem času. Čist kratek zaključek, mediji so našli pač zelo priročno vročo žemljico, ki se je takrat prodajala in pomagali pri prikazu diskurza, ki ga je predvsem kreirala in promovirala pač takrat politika. Kako kompleksna je ta situacija in kako široke posledice ima, vam pokažem s tem plakatom. Zdaj, ne vem, če ga prepoznate, to je plakat, ki ga je v Veliki Britaniji v kampanji za Brexit uporabljal
so ga uporabljali pač tisti, ki so nagovarjali ljudi, da pač mora Velika Britanija zapustiti EU in tako naprej. Ne? Zakaj vam pa ga kažem? Zato, ker je ta slika posneta v Sloveniji. Ljudje, ki so prehajali tukaj, jaz sem govoril z njimi, obstajajo statistični podatki, njihov cilj ni bila Velika Britanija. Šlo je za popolno manipulacijo. Ne? In pa čisto mimogrede ni naključje verjetno, da je bil ta plakat oziroma ta slika kasneje uporabljena tudi na plakatih za volitve na Madžarskem. Stvari, ki so popolnoma vzete iz konteksta in nagovarjajo tisto, kar sem prej rekel, strah pred drugačnim, pred ustvarjanje strahu, pred ljudmi, ki prihajajo, pa tudi, če bežijo zaradi vojn in konfliktov. Še en tak dober primer, kako poteka ta selekcija in kako so migracije, to, kar sem rekel, da gre za neko igro. Madžarska je leta 2015, in takrat se je potem preusmerilo gibanje čez Slovenijo, je Madžarska gradila ograje. Zaprla svoje južne meje, najprej za Srbijo in potem z Hrvaško. Ne samo, da je gradila ograje, spreminjala je kazenski zakonik, pač izvajala oster nadzor na meji, za vojsko in tako naprej. Za en dan postavila, ne pozabimo, celo ograjo, identično kot smo mi postavljali na meji za Hrvaško, takrat tudi na meji za Slovenijo. Potem po enem dnevu so jo morali odstraniti. Ampak istočasno je ta Madžarska na spletnih straneh svoje vlade oglaševala madžarski investicijski program, investicijski migracijski program, kjer so lahko ljudje neposredno z investicijo v madžarsko gospodarstvo v višini 100.000 evrov in več pridobili pravico do stalnega bivanja, ljudje tretjih držav pridobili pravico do stalnega bivanja in potem s tem seveda vse ostale ugodnosti. Skratka, če imaš denar, lahko priletiš čez, dobiš dovoljenja, drugače pač končaš ob tej ograji. Kakšne so posledice te situacije in tega naslavljanja v obliki, kot sem vam predstavil, leta 2015-2016, prehoda beguncev čez Slovenijo? Priča smo popolni moralni paniki in pa lahko grem še celo korak naprej, da je bilo sproženo sovraštvo, ki ga predtem v našem prostoru pač nismo videli. Komentarji na družbenih omrežjih, Facebook, Twitter, so prvič postali komentarji, kjer ljudje niso se več skrivali za nekimi vzdevki, tako imenovanimi nicknami, ampak so z odprtim profilom. Sam sem jih spremljal, sam dalj časa spremljam te stvari. V preteklosti so bili to komentarji na forumih, komentarji pod novicami, ampak vedno skriti za nekim vzdevkom. Tokrat ljudje pač niso občutili več potrebe, da se skrivajo in so glasno klicali k najhujšim grozodejstvom. Kje so rešitve nacistične Nemčije, odpiranje taborišč in tako naprej, sploh ne bom šel v detajle. Skratka, najnižji nivo javnega diskurza in pa širjenja sovraštva, ki ni bilo več skrito. Zdaj, kaj pa je pomembno pri tem? Te stvari niso bile sankcionirane, te stvari očitno pač pod neko idejo in pretvezo svobode govora so bile tolerirane, torej če niso preganjene, če niso obsojene, če niso pač obravnavane strani nadzornih organov, potem so dovoljene. In v ta prostor je takrat 2015-2016 vstopila neka aktivistična internetna platforma Slovenija, ki je ljudi, ki so pač to na odprtih profilih promovirali, izpostavljala te res grozne klice in pa promoviranje sovraštva, klice k nasilju, k pobojem. In potem ljudje so imeli možnost, če so te svoje zapise preklicali, umaknili, so imeli možnost, da so jih potem iz te platforme Slovenija pač odstranili. In to se je dogajalo. Zdaj, vprašanje, ki se mi zdi, da je na koncu tudi izredno pomembno, teoretično vprašanje, a je šlo tukaj za internetni aktivizem, za nek pristop branjenja demokracije, branjenja nekega nivoja
medsebojnih odnosov, ki jih pač moramo vzpostavljati, ali je šlo na drugi strani za neke vrste e-vigilantizem. Zdaj, če država ni v to vstopila, potem pač se tukaj najdel in navadno se zgodi v teh situacijah, da se potem najde neka pač skupina, ki to upravi oziroma ki skuša vzpostaviti neko ravnotežje. Naprej, bili smo priča protestom, peticijam učiteljev, celo peticijam učiteljev proti namestitvi otrok brez spremstva v dijaškem domu, to se je zgodilo v Kranju, protestom po različnih koncih Slovenije, in potem še kasneje, leta 2017, primer, ki je vezan z tem, ko prerežejo, z širšim tem vprašanjem, ko prerežejo gume ravnatelju osnovne šole v Mariboru, v okolici zobesijo žaljive plakate, zaradi tega, ker so na šolo sprejeli otroke iz družine, kjer so pač vsi dobili status begunca v državi. Se pravi, formalno priznan status, ravnatelji seveda pač otroke morajo sprejeti in to, da se pač otroci šolajo, osnovnošolsko šolanje, opravljajo pač ena izmed civilizacijskih norm. Ampak, kot pokažem vam tukaj, to sprožilo celo pač primer nasilja in takšne reakcije. Zdaj, tukaj vam dam dve izjavi, ki se mi zdi, da tako lepo pokažeta, kako smo prišli od ene situacije do druge. Izjavi sta simbolični, seveda, vzamem prvo osebo politike v tistem času, predsednika vlade Mira Cerarja. Najprej 22. januar, tehnične ovire so zaščitili slovenske državljane, njihove hiše, polja, avtomobile, premoženje vseh vrst, preprečili, da bi 1000 ljudi prišli v njihovo bližino in jih v stiski morda celo ogrožali. In takšno je bilo naslavljanje te situacije, prehoda ljudi čez državo. In potem na drugi strani je pa dokaj naiven in pa nerazumljiv klic, ko pa isti predsednik vlade, potem, ko je situacija prikazana na ta način, potem pa kliče, zdaj se bomo pa otrok bali, 23 otrok, to je strah za Slovenijo. To, da se skupina učiteljev postavi proti namestitvi mladoletnih beguncev v dijaškem domu, je absolutno nesprejemljivo. Lahko se strinjam s tem, ampak je potrebno razumeti, v kakšnem kontekstu. In to, kar vam skušam pokazati z tem konceptom moralne panike. Zdaj, kar se tiče same šole in pa vprašanja povezave med šolo in nestrpnostjo, moj klic oziroma moj poudarek je vedno, da moramo razumeti, da čeprav se nam skuša predstaviti to idejo, schematsko vam kažem, da so otroci postavljeni v neko presečišče šole in staršev, da je šola tista, ki otroke šola vzgaja, starši tisti, ki jih potem tudi vzgajajo in učijo, ampak potrebno je razumeti, da je dejansko situacija takšna. Šola in starši in otroci so postavljeni v družben kontekst. In tisto, kar je prisotno v našem družbenem prostoru, vstopa tako v družino, vstopa tako v šolo. Vrata šole so odprta zato, da otroci in vse, kar pride z njimi v nahrbtniku, figurativno, vstopijo tudi v ta šolski prostor. In zato pač ni naključje, da najbolj uspešni programi za preprečevanje nasilja, različnih oblik nasilja, diskriminacija, rasizem, nestrpnost vključeno, delujejo na zelo različnih nivojih in vključujejo na koncu tudi nacionalni, se pravi družben nivo. Zdaj, kaj lahko pa glede tega rečemo, velja za naš prostor? Raziskave, ki smo jih upravljali, različni raziskovalci širom Slovenije ugotavljajo, da se v našem šolskem prostoru pojavlja in je prisotna stigmatizacija in diskriminacija otrok, ki je osnovana na priseljenskem statusu, bodisi otrok samih ali pa njihovih staršev oziroma celo starih staršev. Zdaj, kljub temu, da je pri nas neka ideja o tem, da smo, pa niti ne ideja, ampak rasna raznolikost v Sloveniji je zelo majhna. Se spreminja, ampak načeloma je zelo majhna. Slovenija ni bila v preteklosti neka kolonialna sila, ni bila vključena v neke kontinentalne migracijske gibanje v množičnem obsegu in
čeprav kot sociolog ne bi lahko razglabljal o tem, kaj sploh je rasa, ampak ta ideja, da imamo že na ven vidno različnost, tega pač pri nas, to imamo pri nas v bistveno manjšem obsegu kot druge države. Je pa utopija misliti, da pa ljudje se ne delijo in da ni jasno, kdo so priseljenci in da to v lokalnih okoljih ni znano. Jaz navadno, ko se pogovarjam z študenti, naredimo nek test, neko vajo, kjer na koncu ugotovimo, da mogoče 2 večji mesti v Sloveniji nam dajeta še neko lokalno anonimnost, Ljubljana, Maribor, potem pa se že neha. Kaj je mišljeno s tem? V manjših krajih, kar je večina slovenskih krajev, je popolnoma jasno in v lokalnem okolju znano, kdo so ljudje, ki so prišli, od kje so prišli, kako so prišli in tako naprej. In ta ideja priseljenski status in kako je znan, kako ni znan, v šolskem prostoru je pač otrokom zelo jasno znan. Ali je deljen v družini, se pravi, da je predmet nekih pogovorov med prijatelji, ali gre za neposredno prepoznavnost drugačnega na osnovi priimkov, če hočete, na osnovi naglasa staršev in tako naprej. In zdaj, kakšne so potem oblike te stigmatizacije in diskriminacije? Zelo različne. Vključujejo tako od posmehovanja, pošiljanja nazaj v državo, nekih zbadljivk in ostalega pač do na koncu, verjetno se vsi spomnimo primera fizičnega nasilja na osnovni šoli Deskle. Zdaj, kot sem pa prej rekel, iz kje pa izhaja to? Šola ni ločena od družbenega prostora, izhaja iz družbenega prostora. Tukaj imate primer raziskave Slovensko javno mnenje, kjer raziskovalci že vrsto let sprašujejo, koga, spet na reprezentativnem vzorcu, koga ne bi imeli za soseda. In tukaj imate primere, ki so vezani na priseljenstvo, naprimer priseljenci, tuji delavci, najvišji odstotek leta 1993, takrat, če pogledamo, je bilo konkretno vprašanje imigranti, priseljenci iz drugih okolij nekdanje Jugoslavije. Beg od jugoslovanstva, od vsega tega, kar je povezano z nekdanjo skupno državo, je takrat zelo izrazit. Ampak še danes ta številka ostaja dokaj visoka. Zdaj, če grem naprej, vam pokažem samo še zadnjo raziskavo. Gledamo ta stolpec, ne bi želeli za soseda. Na prvem mestu so narkomani, potem pridejo pijanci, predvidevam, gre za nek strah pred sekundarno kriminaliteto, pred nasiljem, tatvinami in tako naprej, ampak potem pridemo že k romski populaciji, kjer je ta predsodki nestrpnost, kot je ta odgovor podan, je vezan za celotno romsko populacijo. Begunci, se pravi ljudi, ki bežijo pred vojno, ki so dobili zatočišče, potem imamo ljudi z zajcem in tako naprej. Ampak eno kategorijo navadno izpostavim tukaj, ker nam da neko širše opozorilo. To je skupaj živeči neporočeni pari. 2,1% jih ne bi imelo za soseda. Raziskava pred tem ugotovi približno 2-krat višji vrednost. Ena pred tem še višja in tako naprej. To je vrednost, ki postopoma upada. Ampak zakaj je ta pomembna? Zato, ker gre za družbeno ustvarjeno kategorijo, ki jo ljudje pač ne želijo imeti. In z leti ta kategorija izgublja na pomenu. V našem prostoru imamo še celo besedno zvezo oziroma besedo koruzništvo. In pa potem ena izmed oblik stigmatizacije, ki je izredno močna bila v preteklosti, ena najmočnejših, pankrt, otrok, ki je bil pač rojen v izvenzakonski skupnosti. In kje je poudarek tukaj? Enako kot je ta kategorija bila v preteklosti ustvarjena, umetno ustvarjena, kot ekstremno nezaželena, enako se zgodi z drugimi kategorijami. In priseljenci padejo na posamezne cikle, padejo v ta prostor. Tukaj vam pokažem samo še, navadno pokažem te primere, s katerimi pač res nekako plastično pokažemo na težave. Tole je oglas, ki mi ga je pokazala kolegica,
iz leta 1975 oglas v Kleine Zeitung v Grazu, vdaja se soba, opremljena, topla, hladna voda, ampak kaj ne gastarbeiter. Če se vprašamo, kdo so bili leta 1975 gastarbeiterji v Grazu, lahko ugotovimo, da v veliki meri pač Slovenci. Leta 1975 je Fičo super avto, čakaš več let na njega, avtocestne povezave ni bilo, torej je bila dnevna migracija v Graz iz slovenskega prostora pač bistveno otežena. Ljudje so se morali tja preseliti in potem čez vikende so odhajali domov. Ampak da si se tam preselil, si pač moral dobiti pač prostor. Avstrijci jim niso želeli oddajati stanovanj. Zdaj, ko to pogledamo, si mislimo, ja, neki predsodki, rasizem, diskriminacija, in potem vam pokažem oglas iz leta 2012, sam sem delal terensko raziskavo v Velenju, spremljal zvečer in gledal oglase, oddamo 3-sobno stanovanje, privat hiša, lokacija Gorica, to je krajevna skupnost v Velenju, stanovanje mansardno, stanovanje primerno za manjšo slovensko družino. In potem naprej. Kje je zdaj razlika med enim in drugim? Praktično je ni. Drugi točno pove, koga ne želi imeti, s tem, da pove, koga želi imeti. Če grem še en korak naprej, tole je print screen, se pravi zaslon telefona kolega, ki se vozi na relaciji prek Murje-Ljubljana in je pred korono leta 2018 dal oglas, da pač odide v Ljubljano na te spletni strani prevozi.org. In dobi potem pač nazaj tole sporočilo: pozdravljeni, imate prosto jutri iz Murske Sobote, za soproga je temnopolt. Kolega, ja, ima smisel za humor, odgovori pač v tem kontekstu nazaj, ampak kje je ključ? Koliko od nas bi za soproga, ki je bel, napisalo to posebej zraven? Kolega je seveda pač gospoda potem vprašal, zakaj to posebej zapišeta, in verjetno vam je jasno, da zaradi tega, ker drugače pač se mu je zgodilo že večkrat, da je stal in ga pač avto ni, voznik ga ni vzel, na telefon pa se mu nihče več ni oglašal. In potem, če zaključim samo še z enim primerom, pa mogoče potem, če bo kakšno vprašanje v razpravi, še kaj odgovorim. Tole je primer, za katerega pravim, da pogosto rečem, tudi v knjigi sem ga uporabil, da gre za zelo simbolen primer situacije v Sloveniji. Tale stavba, na kateri vidite grafit, je v centru Ljubljane, na Kotnikovi ulici, je sosedna stavba ob naši fakulteti in nekega dne, ko se jaz pripeljem v službo, ugotovim, da me je ob parkiranju pospremil grafit Vse čafurje v Auschwitz. Teh dveh spodnjih grafitov še ni bilo. Moram reči, da me je stvar me je šokirala in razjezila. Odidem v kabinet, ugotavljam, kako to stvar nasloviti. Pogledam kazenski zakonik in moja interpretacija je bila, da gre za tipičen primer kaznivega dejanja po prejšnjem kazenskem zakoniku. Odidem dol, prijavim to na 113, se predstavim, povem, kje sem, kaj gledam in kaj vidim. Čez 1 uro me pokliče policist nazaj, se zahvali za prijavo in pove, da tudi on si razlaga na isti način, da gre za širjenje sovraštva in da bo zadeva predana državnemu tožilcu kot kaznivo dejanje zoper neznano osebo. Čez približno 1 uro, še potem, me pokliče še enkrat in mi utemelji oziroma mi razloži, gospod Bučar, veste, samo, če boste sledil ta primer, žal ne bo nikjer zabeležen, dežurni tožilci ocenil, da ne gre za kaznivo dejanje. Moje vprašanje, zakaj ne? Ja, zaradi tega, ker ne vemo, koga ta grafit pošilja v Auschwitz. Domnevno naj ne bi vedeli, kdo so čefurji. Moje vprašanje, ker včasih resno dejansko pomagamo, tudi tožilcem, sodnikom in se uporablja literatura, znanstvena literatura v te namene v sodbah, ali je to resno vprašanje ali kaj druge. In potem odgovor je bil, problem je veliko širši. Če želite odgovor najti,
nimamo časa, ampak ga dobite v posnetku razprave, ki jo je kako leto in pol nazaj organiziral predsednik države o sovražnem govoru tik pred korono, kjer postane jasno, da obstajata dva pogleda na to, kaj je sovražni govor. Ne, v našem tudi družbenem prostoru, pa predvsem takrat so bili pravniki tisti, ki so bili vključeni. Ne. In eni bojo zagovarjali, da to pač ne spada v ta kontekst. Ja, mogoče na tej točki zaključim, kasneje samo še detalj, ta grafit so po 2-3 krogih mojih intervencij na koncu končno odstranili in ta sramotilni steber v centru mesta je bil umaknjen, ampak ja, je res tak simbolen primer. Zdaj pa, kot rečeno, časovno sem že 3 minute čez predviden čas, rajši pustim nekaj prostora, če je kako vprašanje ali komentar.